Dobro jutro ali pa pozdravljeni, odvisno v katerem delu dneva ali pa noči gledate. No, kot sem obljubil, bom ta teden pravzaprav začel z predavanji ali pa opisom, kdo v resnici smo mi. Namreč ravno končujem knjigo, jaz, sicer se v kameri vidi ravno obratno, zaenkrat to v elektronski obliki. Ampak ta knjiga pravzaprav govori o popolni transformaciji. Kaj pravzaprav pomeni popolna transformacija, katere korake moramo narediti in predvsem, kaj s transformacijo dosežemo in kam želimo iti. O tem bomo pravzaprav govorili v celotni seriji predavanj. Ne vem, koliko predavanj bo, v osnovi je 7 korakov, ampak prvih nekaj videov, teh kratkih od 10 do 15 minut, bodo predvsem najprej namenjeni uvodu, da sploh razumemo, zakaj nekaj delamo. Namreč ljudje veliko časa izgubimo s tem, ker gremo nekaj narediti, ker nam to nekdo reče. Ali pa začutimo neko trenutno potrebo. In mi v veliki meri pravzaprav niti ne razmišljamo takrat, kar gremo, kar nekaj nas nagonsko potegne, in to pomeni, da gremo v bistvu mogoče iz svoje smeri. Pomeni že, ko naredimo prvi korak iz svoje smeri, izgubimo nekaj časa na svoji poti. Potem se podamo v nek proces, ki nas lahko vrže v neko tirnico, ki ni nujno, da je naš. In potem lahko izgubimo ne dan ali 2 leta v nekem iskanju, pa smo v bistvu bili že na pravi poti. Mogoče tik pred tem, da naredimo zadnji korak. Ampak ker vedno, v vsakem trenutku želimo doseči neki čudež in k temu nenormalno hitimo, enostavno smo prepričani, da bo ravno ta smer pravilna. In potem rečemo, ta bo pravilna, pa ni bila ta, pa gremo v drugo smer, pa v tretjo, in tako se vrtimo ves čas v celotnem krogu. Če se vrnemo k samemu začetku, torej ves čas govorimo o nekih 7 korakih, kaj je treba narediti, ampak od kod pravzaprav ti 7 koraki izhajajo. Vedno se bom nanašal na nekaj, kar je že pravzaprav bilo potrjeno in neštetokrat preizkušeno v praksi. Zato bom v bistvu izhajal iz prvih osnovnih potreb človeka, kar je že Maslow pred več kot 70 leti v svoji psihološki teoriji potrdil. Torej, potrdil je, da imamo 7, oziroma on jih je na nek način omenil 8, ampak bom vsako posebej pravzaprav razložil, kaj pravzaprav pomeni in zakaj je. Torej, najprej tista prva potreba so fiziološke potrebe. Vsem je potreba po hrani, vodi, kisiku, počitku, spolnosti, gibanju. Torej, govorimo o osnovnih potrebah za preživetje. In kaj je najbolj pomembno, da večina se odločamo za pravzaprav v nekem trenutku, da zadovoljimo eno od teh potreb. In če delamo samo na tem nivoju zadovoljevanja teh fizioloških potreb, pomeni, da ves čas zadovoljujemo samo osnovno potrebo. In mi lahko delamo v nekih različnih fazah karkoli želimo, ampak če se vedno vračamo k osnovnim potrebam, potem ne moremo nikoli napredovati. Zato je pomembno, da mi vedno zadovoljimo najprej te osnovne potrebe. Šele potem lahko gremo korak dalje. Ne, da si mislimo, saj bomo kasneje. Ne, v svojem življenju moramo najprej zadovoljiti te osnovne potrebe, da lahko napredujemo naprej. Torej, tudi če nacija kot narod ali pa država želi napredovati in narediti neko stabilno klimo,
pomeni, da mora najprej poskrbeti za osnovne potrebe državljanov, se pravi vseh svojih državljanov. Zdaj v tem trenutku govorimo o osnovnih potrebah po hrani, vodi, kisiku in počitku. Torej, in gibanju, še kaj drugega, ampak se pravi, država ne sme pustiti, da je kdorkoli lačen ali žejen v njeni državi. Šele, ko bo to doseženo, bo lahko narod kot narod napredoval. In če pogledamo primer Švico, Švica tega ne pusti. Zato lahko razvije višje sile. In mi se lahko, če zdaj govorim trenutno za Slovenijo, gremo kakršnikoli višjih sil, kaj želimo doseči, ne vem, kaki kulturni, znanstveni nivo, če mi imamo v Sloveniji lačne ljudi, ne moremo kot narod napredovati. Se bomo, tako kot se že stoletja vrtimo v nekem začaranem krogu, se vedno borimo proti nekomu, v resnici sami proti sebi. Ampak dokler ne bomo teh osnovne stvari zadovoljili ali pa zagotovili, ne bo napredka v Sloveniji in tudi v kateri drugi državi. No in to je prva potreba, ki jo moramo ljudje pri sebi zadovoljiti. Druga potreba po varnosti, torej psihična, socialna varnost. Govorimo o tem, da smo na nek način, ljudje moramo biti v psihološkem ravnovesju, ne smemo biti pod terorjem, pritiskom, izsiljevanj. Moramo imeti pravzaprav zagotovljeno tisto osnovno socialno varstvo, kot je zdravstvo, komunikacija, neko druženje ali pa, bom rekel, dostop do literature in podobno. Torej, to je v bistvu pravzaprav naslednja faza. In isto moramo pri sebi, se pravi, potem, ko zagotovimo za sebe, da smo siti in spočiti, in se pravi te osnovne psihološke potrebe, šele potem v bistvu se lahko začnemo ukvarjati z psihološko varnostjo. To pomeni, da smo sami pri sebi mirni, da ne živimo v okolju, kjer je nasilje, kjer je izsiljevanje, kjer je neprestano manipuliranje. Naslednji korak oziroma potreba po pripadanju in ljubezni. Tu gre za izražanje naklonjenosti, da mi nekoga sprejmemo, da smo mi sprejeti v neko okolje. Pravzaprav govorimo o neke vrste socializaciji oziroma potrebi po druženju. Namreč ljudje smo družbena bitja. In kdorkoli govori, da bi najrajši nekje daleč sam živel, je mogoče res za nekaj časa, ker je bil v nekem trenutku preveč med ljudmi, pa je pustil, da so ga energetsko izpili. Ampak zavedati se moramo tega, da ljudje smo družbena bitja in se v bistvu družimo. Pomembno pa je to, kar bomo v kasnejših predavanjih govorili, je to, da se družimo s tistimi, ki nam energetsko odgovarjajo, ob katerih se dobro počutimo. Vkolikor ni dobrega počutja, potem gremo na primarno stvar, da se družimo iz nekoga zaradi psihološke pripadnosti, zaradi tega, ker pač z nekom moramo biti, ali zato, da nismo lačni oziroma zadovoljimo svoje osnovne potrebe. Se pravi, potem govorimo o druženju zaradi preživetja. In veliko, predvsem slovenskih družin je skupaj zaradi preživetja, ker so prepričani, da ne morejo iz nekega kroga, ne morejo kupiti drugo stanovanje, nimajo kam iti, nimajo vira prihodka in potem jih prva stopnja pravzaprav nas zadržuje, ker nimamo osnovnih potreb zadovoljenih. Četrta stopnja je potreba po ugledu, spoštovanju. Torej, smo tisti, ki, ko že v bistvu imaš osnovne stvari zadovoljene, potem pride do tega, da to, kar počneš moralno, etično, da si spoštovan,
v nekih svojih krogih, ali strokovnih, športnih, kulturnih, družbenih, ali nasploh v vsakdanjem življenju, in tukaj v bistvu začnemo ljudje na nek način ugajati. Tukaj se že v bistvu pravzaprav zelo aktivno vklopi ego. Ne vemo, katera stopnja pravzaprav egota je. No, peta je kognitivna potreba, to je potreba po znanju, razumevanja, raziskovanja, radovednosti. Torej, tukaj že gremo na višji nivo, ker na nek način gremo v globino človeka. Šesta potreba je estetska potreba. To je potreba po lepoti, umetnosti, se pravi vizualna zgodba, da lepo izgledamo, da smo oblečeni v nekaj, kar je pravzaprav, bom rekel, prijetno na oko in se mi v tem dobro počutimo, da stanovanje, okolje, v katerem živimo, uredimo, stvari, ki jih delamo, da so na nek način urejene oziroma skladne. Kaj pomeni pravzaprav lepota? Lepota, govorimo o vizualni lepoti, je v bistvu skladnost. Ko nekaj pogledaš, da imaš občutek, da so barve, karkoli pač gledamo, v ravnovesju. In bolj, ko je v ravnovesju, ne glede na to, kar izžareva, višja je stopnja lepote. Ker če pogledate v naravi, da vse stoji, ker kot pravimo, je narava idealna ali pa na nek način stremimo k temu, da bi bilo tako, kot je v naravi, potem vidimo, da je v osnovi najprej v naravi vse v ravnovesju. In ko govorimo o lepoti, govorimo o, ne vem, o oblekah, kako si oblečen, o torbicah, čevljih, v katerih ženske uživate, bi pravzaprav dejal, da je pomembna skladnost. In seveda skladnost ne samo tisto, kar gledamo, ampak potem tudi to, ko nadenemo na sebe. Zato so, kakorkoli gledamo, ne, predvsem moški ali pa nekatere ženske rečejo, ja, ta pa je kupila tako torbico, ne, ali pa ženske, zakaj imajo toliko in toliko čevljev v svoji omari. Predvsem zaradi lepote. V bistvu so ženske dosti na višjem nivoju zadovoljevanja svojih potreb kot moški. In ko govorimo o tej šesti stopnji potreb, pomeni pravzaprav že na zelo visoki stopnji. Tako da moški moramo še kar nekaj na tem narediti, zato da bomo pravzaprav razumeli ženske. Največji problem je to, da že moški ne razumemo žensk. Ženske se pa morajo potem na nižji nivo vračati, zato da nas poskušajo razumeti, ker vejo, da pač same ne morejo nadaljevati in se one nam prilagajajo, namesto da bi mi rastli. Ampak da je drugič o tem. No in potem 7. stopnja je pa samoaktualizacija, to pa potreba po uresničevanju potencialov. Človek ne bi pravzaprav postal to, kar nosi v sebi. Namreč mi ves čas na tej poti, ne, tudi če se pravzaprav ukvarjamo samo s potrebo, kako preživeti, se na nek način ukvarjamo, kaj je naše poslanstvo na tem svetu. In v 7. stopnji pravzaprav mi to dosežemo. In isto pravzaprav je to tako, ko jaz temu pravim v svojih delih kvantni skok. Se pravi, ko v naravi doseže nekaj kvantni skok, pomeni, da več ni koraka nazaj. Se pravi, doseglo neko stanje, neko frekvenco, bom rekel, neko situacijo, ki ni več možna in lahko samo se v bistvu napreduje oziroma preoblikuje v drugo obliko, ne pa več v prejšnjo. In isto je pri nas. Se pravi, ko dosežemo neko stopnjo, naredimo kvantni skok in ne bomo se več vračali v stare zgodbe. Temu bi rekli, da smo zaprti v neko novo zgodbo. No in vseh teh 7 korakov po Maslowu je enako kot pri meni v teh 7 korakov transformacije, ki sem jih poimenoval Serious Personal Transformation. Jaz na vsakem koraku govorim o občutkih.
In zato, da bomo lažje razumeli vseh teh 7 korakov, se bom vedno k Maslowu vračal, da bom skozi vsakdanje potrebe in zadovoljevanje razlagal, v kateri fazi smo in kaj moramo narediti, da gremo naprej. No, in kar je najbolj pomembno, da je Maslow dal tudi 8. na nek način potrebo, oziroma poimenoval je transcendenca. To v bistvu v osnovi pomeni doživeti smrt oziroma neki konec ali pa transformacijo, se preleviti v nekaj drugega. Jaz nisem rekel, da imam 8 stopenj, ampak sem rekel, da se po 7. stopnji potreba odpočiti. Jaz sem to, kar je on poimenoval transcendenca, imenoval odmor. Namreč vedno, ko delamo neke spremembe v življenju, se moramo po njih odpočiti. Rabimo pauzo. In tako kot čez dan 35.000-krat sprejmemo odločitev, pomeni, da mi 35.000-krat gremo skozi teh 7, zadovoljevanje teh 7 potreb, ki jih pravi Maslow, ampak ne govorimo zdaj, da moraš 35.000-krat na dan jesti, ampak vedno, ko pride neka potreba po nekem preskoku, vedno gre naš preveriti, ali ko sprejmemo to odločitev, na kateri fazi smo, in v tisti fazi dalje skoči. Se pravi, veliko hitreje lahko napredujemo v življenju in gremo naprej, če imamo zadovoljene čim več teh potreb. Ampak ne zdaj reči, ja, nekomu je lažje, ker se je rodil v bogato družino ali pa imel take in take prednosti pred drugimi. Ni res. Ni nujno, da je nekdo, ki je v zelo bogati družini, da ima zadovoljeno prvo potrebo po hrani, vodi, kisiku. Lahko ga nekaj silijo jesti, kar mu sploh ni dobro. Več bomo govorili o kvalitetni hrani in to. Mogoče, tako kot sem bil jaz večkrat gost, tudi koga povabim v to oddajo, če lahko temu rečemo. No, naslov te oddaje pa sem poimenoval Ni še vsega konec. Na nek način sem obudil te svoje oddaje, če lahko temu rečemo. Namreč leta 1995 sem na Radiu Ptuj, torej pred 25 leti, vodil študentsko oddajo, oziroma kasneje je bila to izobraževalna oddaja Ni še vsega konec. Prav naslov je bil Ni še vsega konec, izhajala iz tega, da pač tudi če študent takrat pade na izpitu, še ne pomeni, da je konec študija, ampak je pač to ena preizkušnja, ki jo mora narediti, in karkoli pač počnemo, je bilo ni še vsega konec, ne. In z tega pravzaprav bom tudi poimenoval to oddajo, čeprav bomo pa ves čas odkrivali sebe, ne. In ko bomo enkrat sebe do konca odkrili, potem bo v bistvu tudi ta čas na tem svetu mogoče za nas več ne bo potreben in bomo šli dalje v neko drugo dimenzijo. Toliko za danes. Pišete lahko na dr@milankrajnc.si in bom seveda sproti odgovarjal na kakva vaša vprašanja. Lep pozdrav.